Drage gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni. Kranjsko Goro je ta teden dosegla razveseljiva novica. Uvrščena je namreč čisto na vrh lestvice turističnih krajev, ki jih turisti najbolj oblegajo. Objavile so jo Finance. Na prvih 3 mestih je gorenjski trojček, Kranjska Gora, Bohinj in Bled. Sledita pa Bovec in Piran. Dober obet torej pred novo sezono. Kranjskogorski policisti so od občine prejeli defibrilator in že opravili tudi izobraževanje za delo z njim. Prav policisti so namreč velikokrat prvi na kraju raznih nesreč. Danes smo v sodelovanju s civilno zaščito v podpori občine Kranjska Gora izvedeli usposabljanje tako za tiste prve nujne ukrepe, ki jih je potrebno nuditi na kraju poškodovancu. Poleg tega pa se bomo podučili, kako deluje defibrilator, da ga bomo lahko v primeru potrebe tudi varno in pravilno uporabili. Tudi župan Janez Hrovat meni, da je prav, da ima defibrilator ravno policija. Ja, policija pač s svojimi vozilom je prisotna 24 ur na dan na celotnem območju naše občine. Resnično verjetno tudi najhitrejši zraven, takrat, ko je pač potrebno biti na kraju nesreče, in jaz mislim, da so prav policisti tisti, ki bodo odigrali večkrat ključno vlogo pri oživljanju oziroma pri nudenju prve pomoči, kjer se bo ta defibrilator rabil. Glejte, z temi pač točkami, kjer se pač koncentrira večje število ljudi, pa naj bo to recimo Planica, smo ga namestili lansko leto, pa zdaj Jasna, ki ga bomo namestili pred letošnjim poletjem. Tam, kjer je večja frekvenca ljudi, je seveda tudi večja potreba, večja možnost, da se karkoli naredi, da pač človek potrebuje to pomoč, in pač mi bomo na občini Kranjska Gora gledali, da bo celotna občina pokrita z pač temi defibrilatorji, kolikor jih še ni. Sicer pa je kranjskogorska občina z defibrilatorji dobro pokrita. Imajo ga v vseh krajih, nameščeni pa so večinoma na gasilskih domovih. Ja, že kar pred več leti se je to v Kranjski Gori začelo, že preden sem jaz nastopil mandat, v bistvu predvsem tudi na pobudo naših občanov, ki delujejo in so zaposleni na nujni medicinski pomoči na Jesenicah. Tukaj bom izpostavil Samota Cuznarja, ki deluje v gorski reševalni službi, pa tudi pomaga na izobraževanjih. On je v bistvu pionir tega v naši občini in tudi njemu smo lahko v bistvu hvaležni, da je toliko defibrilatorjev že namontiranih, da je toliko prvih posredovalcev, pa naj bojo to gasilci, gorski reševalci, navadni občani ali pa na koncu policisti že izobraženih pa usposobljenih za nudenje te prve pomoči z defibrilatorjem. V Planici pa so se ta konec tedna zbrali vsi, ki imajo radi adrenalin in ekstremizem. Včeraj je bil tam oviratlon, na katerem so se na novi lokaciji pod Poncami izkazali tako moški kot ženske. Oviratlon je atraktivna in prvinska preizkušnja samega sebe na od 8 do 10 km dolgi poti z različnimi ovirami. Oviratlon ni tekmovanje ali bitka s časom. Je preizkus vzdržljivosti, moči, spretnosti o pomoči vašega najboljšega prijatelja, sorodnika, sodelavca ali pa popolnega neznanca. Oviratlon je za marsikoga popoln užitek. Že dopoldne pa so se na posebnem oviratlonu pomerili tudi najmlajši. Dajmo
Gremo, Luka, dajmo! Gremo, Luka! Dajmo, Luka, dajmo! Dajmo, Jan! Luka, kar počakaj! Bravo, otroci! Na Bledu pa so v četrtek in petek imeli vodni festival. In zakaj je sploh pomemben? Blejski vodni festival je zanesljivo ena zelo dobra zgodba v smislu širšega ozaveščanja ljudi o tem, kaj pravzaprav voda pomeni. Organizatorji vsako leto se potrudijo in pripravijo eno odlično srečanje, ki ni samo srečanje tistih, ki se z vodo ukvarjamo strokovno, ampak seveda tudi širše in tudi tistih, ki iščejo rešitve, kar je seveda izjemno dobro, predvsem za mlade, ki poskušajo svojimi izvirnimi idejami tudi prispevati k boljšemu, da rečem, ali čistejšemu vodnemu okolju. Tako da seveda del tega festivala so tudi pomembne nagrade, ki niso samo nagrada kar tako, ampak vzpodbuda predvsem mladim in drugim za nadaljne delo in pa seveda tudi druženje, ki je povezano s tem festivalom, se mi zdi izjemnega pomena. Treba si boriti za to. Treba se osveščati, kam gremo, kaj delamo sami seboj, kako se uničujemo. Mislim, da ta festival prerašča iz lokalnega v večji prostor. In to se mi zdi je pomen tega festivala, pomen ljudem govoriti o tem, kaj delamo z vodo, kam gremo, kam bomo šli, če se ne bomo ustavili in razmislili o teh stvareh. Tudi politika, tudi gospodarstvo. Ob uvodu v festival je potekalo posebno zasedanje Savske komisije v zvezi z izvajanjem okvirnega sporazuma v Savskem bazenu. V sodelovanju z ministrstvi pristojnimi za turizem pa se je prvič sestala delovna skupina za razvoj trajnostnega turizma v Savskem bazenu, ki bo koordinirala pripravo in izvedbo regionalnih projektov in drugih skupnih aktivnosti. Hkrati so visoki predstavniki iz 4 savskih držav podpisali skupno izjavo o sodelovanju pri razvoju trajnostnega turizma v Savskem bazenu. Savski projekt je namreč primer dobre prakse, kako naj bi druga mednarodna porečja delovala. Cilj festivala je najti in nadgraditi revolucionarna podjetja, projekte, produkte in storitve, ki lahko izboljšajo navade ljudi in gospodarstvo ter nas peljejo v novo dobo. Kot pravi soustanovitelj festivala Marko Gajič, jim je letos uspel regionalni preboj, saj so se projektu pridružila okoljska ministrstva iz Hrvaške in Srbije. K sodelovanju je pristopila tudi Avstrija, v prihodnje pa se nadeja sodelovanja še drugih držav. Učenci 9 razredov so se ta teden še zadnjič odpravili v osnovno šolo, kjer so prejeli zaključna spričevala. Na nekaterih šolah so v četrtek in petek potekale tudi valete. Za vpis v srednje šole za prihodnje šolsko leto se je do 25. aprila, ko je bil končan rok za prenos prijav, prijavilo 18.506 kandidatov. Tudi letos se omejitvam vpisa ni bilo mogoče izogniti. Vpis bo omejen na 39 javnih šolah in 2 zasebnih šolah. Izbirnega postopka se bo zaradi omejitve morala udeležiti skoraj tretjina kandidatov. Drage gledalke in gledalci, smo v drugem delu Kronike tedna, prelistali bomo še koledar prireditev. Prihodnji konec tedna bo v Kranjski Gori Kekčev vikend za otroke. Pripravljajo obiske pravljičnih dežel ter številne druge zanimive dogodke. Mojstranški dan športa in zabave z nogometnim turnirjem bo v soboto z začetkom ob 9. na Prodih.
Turistično društvo Kranjska Gora že več kot 20 let organizira tradicionalni Andrejčkov tek oziroma tek na Vršič. Ta bo v nedeljo 25. junija ob 10. Štart bo pri Oštariji. Redni letni občni zbor Alpskega smučarskega kluba Kranjska Gora bo v sredo 21. junija ob 17. uri na golf igrišču v Kranjski Gori. Planinski pohod na Golico bo prihodnjo nedeljo. Zbor je med 8. in 10. uro pri planinski postojanki pri Fencu. Drage gledalke in gledalci, pri koncu še ene kronike tedna smo. Želim vam prijetne, tople, sončne dni, ki so pred nami in nasvidenje do prihodnjič. Pa srečno!